Ne boste verjeli, ekipa vesti na treningu slovenske bob reprezentance. Matjaž Lazar in David Urankar, člana slovenske bob ekipe. Začela bi kar na začetku. Zveza obstaja 2 leti. Tako je. Kako kaj izgleda vaše delo v teh 2 sezonah, letih? Naporno. Se je pa v 2 letih res izjemno veliko naredil. Med tem 2 šolanja, pa letos prvi let vožnja v Evropskem pokalu. Tako da naporno je predvsem z finančnega vidika, pa težko se je plasirati med vse slovenske športnike. Se pravi, da pač bomo mogli še kar veliko pokazati. Zdaj na začetku mislim, da je bil kar tako boom, pač Slovenija ima bob ekipo, zdaj pa ni več toliko glasu, mislim, da je od vas. Kako to? Kako so šli rezultati, na primer? Boom je bil na začetku zelo velik, ker se vsi spominjajo zelo znane jamajške ekipe in filma Cool Runnings. Sezono smo zelo uspešno začeli s šolanjem v Eaglesu, tle, kot smo zdaj na tele progi. Potem smo nadaljevali s Kenningsem, z novo progo, 2 težavnosti stopnje težja proga in potem St. Moritz. Vmes so bili potem še 2-krat tirolsko prvenstvo, Tirola Cup, kjer so zasedli izjemno 6. mesto. Tako da lahko rečem, da rezultati so odlični. Si omenil film, ta znan, jamajška ekipa, koliko je kaj to zdaj v resnici? Se lahko primerjate z njimi? Pač, ne vem, s tisto zgodbo, kot smo jo videli. Začetki so, mislim, da kar enaki. Ja, v bistvu je enak težko nam, zato ker zelo težko je začeti z novim športom med množico ostalih, ki jih je, ne. In predvsem težko je doseči kar naenkrat v enem letu dober rezultat, to je nemogoče. V samem štartu ne bomo v ospredju in nismo v ospredju, ne. Smo pa začeli na isti bazi, kot so oni začeli, z dobrim štartom. Recimo na prvi tekmi Evropskega pokala, najna sploh prva tekma Evropskega pokala, smo imeli 11. štart. 11. štart izmed 50 posadk. In pač to je za ene novo prišleke zelo podoben kot Jamajčani, ki so presenetili, ne. Karolina Bratina in Tatjana Urbanc, ženski del bob ekipe Slovenije. Kakšna je bila vajina prva sezona? Sezono smo zelo zadovoljni. Predvsem zaradi tega, ker smo presegli cilje. Naš cilj je bil opraviti šolanje za voznike boba, pa mogoče prvo tekmo Evropskega pokala. Uspešno smo zaključili 3 tekme Evropskega pokala in se s tem uvrstili tudi na svetovno mladinsko prvenstvo. Zelo nepričakovano, tudi nepričakovano je bilo tako število treningov, ki smo jih naredili in s tem smo zelo zadovoljni. Kako je začeti s takim športom na novo? Meni je bilo zanimivo, ful. Res nekaj novega v Sloveniji, kar še noben ni delal. Prav zaradi tega smo lahko prišli po eni strani po enostavnem načinu v to ekipo. Sam, kolikor se udeležiš šolanja, pa prvi tekem vidiš, da je to kar naporen šport in nek smo se že naučili, ful nas pa še čaka, dosti stvari. Se splača v Sloveniji ukvarjati s tako neznanim športom? Jaz mislim, da se. Ja? Oziroma, da v tem sploh ni dvoma. Na podlagi česa bi lahko to? Ekskluzivnosti in glede na to, da je eden najstarejših olimpijskih športov, mislim, da ne bo, da sploh ni vprašanje, a se ukvarjati ali ne. Meni se zdi, da na podlagi samih voženj pa vsega vznemirjenja, ki ga doživiš. In kako se kaj znajdete zdaj? Kakšna situacija na splošno? Situacija je zelo težka, ne. Mrzikdo pomisle, moška posadka, državna reprezentanca,
pač smo samo na lastne stroške. Tle se 3 dni kvalificiraš, narediš uvodne treninge za kvalifikacije. Treningi so praktično od zjutraj do večera, na zadnji dan recimo tekme, potem je pa prejšnji večer 5 ur recimo drsanje drsalk, se pravi priprave boba. 5 ur. Ja, recimo, če se... Po 3 ure na drsalko. Po 3 ure na eno drsalko, kar pomeni, da je... Res na taki kvaliteti, da se lahko primerjaš z drugimi, ki uporabljajo še razne diamantne paste. Se pravi, truda je zelo velik vloženega in pač cele dneve si tukaj, brez fizioterapevtov, brez mehanikov in tako naprej. Praktično za vse sami skrbimo. Se pa poplača vse, ki si enkrat na stezi. Kaj je najpomembnejše pri drsalkah? Najpomembnejše je, da preverimo trdoto gumice, ki mora biti ravno pravšna, ne pretrdna, ne premehka. Na teh drsalkah ne vozimo, to so transportne drsalke. Transportne drsalke uporabljamo samo za prevoz boba, ko je v okolici. Pol pa pred vsako tekmo oziroma treningu moramo dati prave drsalke, ki izgledajo pa tako približno. Kako skrbiš za bob, če si lastnik boba? Preveriti treba, če je vse naoljeno, recimo z globi. Je to. Zadaj, da so vsi pritrjene, da karkoli se ne premika tam, kjer se ne bi smel. Bob se čist, včasno se ga tudi oblep. Oblepi s čim? Z zaščitnim trakom, tole ni lih primern oblepljanja, to bova še naredila, ampak s tem se nekako lepše izgleda in tudi zaščiti se pred trki. Koliko je težak bob? Bob je težak tam okrog 190 kg. Kako pa kaj izgledajo vaši treningi? Ne vem, doma pri nas pač nimamo bob steze. Imamo voziček, ki je v bistvu podobne mere, kot je pravi bob. Železno ogrodje in gor se naloži uteži. In so ročke in treniramo tako, kot pripravljam bobu. Sicer je tek po tartanu na atletski stezi, tako da ni nagiba, ker tukaj vidimo, da je štart pod nagibom. Tako da to treniramo na štadionu doma, drugače pa je tipičen šprinterski trening. Ki v bobu, recimo, razen voznika, šteje sam hitrost, moč, eksplozivnost, pa kako to realiziraš na koncu. Kako so ostale ekipe sprejele slovensko bob ekipo? Nekateri boljši, nekateri slabši. V kakšnem smislu? Ja. No, sej, različne izkušnje smo že imeli od tega, da so nam ekipe zelo rade pomagale. Tega, da nam sploh niso hoteli. Ja, večina od njih nas je sprejela, lepo sprejela. Tudi trenerji ostalih ekip. Se jim zdi zelo zanimivo, da smo tako majhna nacija, pa uspemo v takem številu nastopati že na takem rangu na evropskem pokalu.